Lepo pozdravljeni v podcastu Zevo. Danes je z mano glasbenica, ki je na slovensko glasbeno sceno vstopila s popolnoma svojim glasom, svojim slogom in lahko rečem tudi svojo glavo. Že 20 let vztraja v prostoru, kjer marsikdo pride hitro, še hitreje pa izgine. Sama pravi, da uspeh ni priti na vrh, ampak na njem ostati. Ob jubileju se ne ozira toliko nazaj, ampak razmišlja o vsem, kar želi še ustvariti, in meni se že jezik zapleta, zato ker jo vidim, kako se smeje na drugi strani. Nejša, dobrodošla pri nas, živjo. Hvala za vabilo. Vesela sem, da si prišla, zato ker ravno danes te bomo nekateri lahko gledali tudi zvečer v Križankah. To je po mojem en tak poseben dogodek, na katerega se dlje časa glasbenik pripravlja, in potem, ko si tam, a dojemaš, a je to tako kot poroka, veš, toliko ful enih priprav, pa gre pa tako hitro vse mimo. A je podobno z glasbenikom na takem koncertu? Tako je kot tvoj vodnik, isto je uspeh, ne. Noben ne vidi tiste gore, vidijo sem tisti vrh, ne, ampak ta pot, po kateri si plezal, pa ful traja in je narejena res predvsem iz trdnega karakterja, klene volje in tega, da usmeriš vso moč, vso sredstva, vse želje v en cilj in potem tudi vesolje reče, ok, here you go. Ja, danes je pa tista pika na i, na to sem se dolgo pripravljala, veliko nas je na odru, imamo še 30 pevcev, cirka 20 plesalcev, ogromen simfonični orkester, moj band in seveda draga publika. Tako da malo se tresem, ampak čisto zaradi tega, da ne bo neki štikla narobe, da nam kam padla, da me kaj tiščal, tekste pa note pa vse znam. Tale vreme nismo dobro zrihtali, malo je prevroče, ampak glej, glava je na mestu. Ko bom pa tole kljukco naredila zvečer, grem pa tako na 16 šampancev, pa me dajte pa en teden vsi mir. Evo. Nobene ne kliče, nobene pošilja SMS-ov, ne? Ja, jaz imam malo nekje v vodi ali pa globoko v gozdu. Nejša, rekla si, da je to projekt, na katerega se dlje časa seveda glasbenik pripravlja in da marsikdo vidi potem samo to, a ne? Koncert, ful dobro smo se imeli, top koncert je bil in gredo domov. Se ti zdi, da je danes veliko takšnih glasbenikov, ki mogoče tako malo po tekočem traku delajo stvari in se ta ves trud, kot si prej rekla, če se trudiš, vesolje reče, ok, naj se vse poklopi, a ne? Pri večini glasbenikov tako, ali bi rekla, da je trenutno v Sloveniji en tak trend, dajmo čim več, pa na hiter, pa da bo čim več dobrih koncertov. Eni lahko, zato ker imajo mogoče tudi take vrste publike, pa dovolj publike, da lahko delajo več koncertov večjega tipa. Jaz tega ne morem sejti. Jaz sem zelo selektivna pod prvo, pa drugo, kar je v narekovajih slabo, prodajam klobaso papir, torej na nekih žurkah ali pa na periferiji slabo čez pridem, ko samo nek šov program. Torej sem nekako postavljena mogoče v bolj kulturne objekte, mogoče v dogodke z dodano vrednostjo. Torej, sam profil se mi je nekako izkazal skozi leta, da bom težko s kvantiteto pokompenzirala svojo, rečva, težko pridobljeno kvaliteto ali pa svoj brand. In bom pač mogla delati take posebne prilike, v katere tudi jaz ogromno investiram. No. Tak plac, ki je danes, to je predvsem vložek v znamko, ni zaslužek. In vsi, ki se grejo take prostore, dobro vejo. Jaz sem pa pač tista, ki ne gre še pol na turnejo na 20 koncertov, ampak gre se malo zamisliti. Veš, prej si tudi rekla, ni toliko uspeh, da ti rata. Uspeh je preživeti s tem, kar znaš najboljš, pa najrajš počneš, brez da bi nekako ali svojo dušo malo prodal, ali se preveč prilagajal kriterijem okolja, ali pa zelo tako pavšalno gledal, šta prođe, šta ne prođe. No, se oproščam za razne anglizme in hrvatizme, tega bo še dost, no, ampak je tako tu nagibanje po vetru, a ne, dostikrat tudi iz umetnika, iz glasbenika, v bistvu iz kjerkoli umetniškega poligona, naredi to, da se mora do neke mere stisniti, se skomercializirati, pa si reči, joj, to se proda, to se pa ne, zdaj pa dajmo to. Ampak jaz ostajam dosti trmasta, dosti zvesta sebi, zato ker vem, če delam iz sebe, pa zase, a priori,
pol bo to nekaj resničnega, pa tudi krvavega, ljudje bojo to začutili in tudi nekim lahko iskreno dam, ker če te muska ne vzdigne, če oni ne začutijo, da jaz čutim, kako bi pol šele oni uživali, če jaz ne uživam. A ne, gre se pa za užitke, gre se tudi za sprostitev, konec koncev so v show biznisu, kljub temu, da so dali ta umetniški podznak. In je point v tem, da si mi pridemo narediti en edinstven večer, iz katerega bomo šli domov vsi pol meter na tlemi. In če tukaj ni te resnične avtentičnosti, iskrenosti, ene ljubezni do tega, kar počneš, pol boš težko ljudi prepričal, ljudje niso glupi, če dalje manj, tudi taki časi so, ko bo vse, kar ni resnično, podcrkalo in se veselim tega. Juhu. Kako lep zaključek odgovora na to vprašanje. To sem te še hotela vprašati, rekla si, a ne, iti po vetru. 20 let kariere obeležuješ, kar je številka, ne bom rekla velika, je pa številka, znotraj katere se je verjetno marsikaj tudi dogajalo. Kolikrat si pa se ti recimo počutila, da si bila na tem nekem tankem ledu, da te je kdo želel prepričati, Nejša, samo veš, pejmo raje v to smer, ker to je pa zdaj bolj prodajno, pa ti bi mogla biti takšna, pa takšna, pa ne biti več takšna. Pa daj malo se v silikone vloži pa v harmoniko. Ne, pri meni to ne gre. A veš kva, tudi moj karakter ni tak. Tvoj uspeh ne more biti bolj uspešen od tega, kakor tudi tvoj karakter naredi, veš. Je nekako tako, da smo predvsem glasbeniki dostikrat zelo razgaljeni tudi osebnostno, torej pomeni za svojim privatnim življenjem, tako kot lately, no, super. In tudi z vsem tem, kako razmišljamo, kako se obnašamo, kakšne imamo vrednote, moralne, politične, verske in tako naprej. Včasih si predisponiran zaradi karakterja, zaradi tega, kar kot človek nosiš, in se ne moreš vedno samo kamuflirati v tisto glasbeno oblekco kot igralec v svojo trenutno vlogo. Torej je na terenu ena stvar, ljudje te prej ali slej osebno spoznajo in če si jim antipatičen, je čisto vsem, koliko jim rad lezeš pol s tistim svojim aranžmajem, outfitom, z neko všečnostjo, ki je malo prisiljenje sorte, samo zaradi tega, da boš zaslužil. Še enkrat ponavljam, ljudje niso neumni in na dolgi rok ne bo nič svejkanga preživel, ja, boš mogoče dobro zaslužil, ne boš pa mirno spal, pa mogoče boš v polu prestal. Tako da, a se splača? En life imaš? Ne. Če mene vprašaš, ne. Ful je boljših poslov, kjer lahko ti brez tega, da bi mogel iz sebe delati take čudne zvarke ali pa čudne kipce iz gline, samo zaradi tega, da jih boš prodal. Res boljši posli so, no. Pustimo umetnost umetnikom, pa naj bo iskreno srce in intelekt in znanje in talent, naj bojo tisti parametri, ki tudi ločijo seme od plevela. Kolikrat, Nejša, zdaj si me sama spustila tja, tako da veš, da bom šla v to smer, kolikrat ti je bilo pa mogoče v teh 20 letih, ne bom rekla žal, da si kot glasbenica vsem na očem, ampak da ti je pa bilo tako, pa kaj je to meni treba, kaj moram jaz zdaj v medijih sebe, neko svojo osebnost, zasebnost, mogoče tudi v kakšnih trenutkih opravičevati in razlagati. Ja, ali pa svojo debelost, ali pa svojo presuhost, itak si objectified. Kot ženska si objektificirana non-stop, ali strani managementa, ali strani, ne vem, svojega partnerja, mislim. Jaz imam pa tudi talent za pobirati ljudi, ki se jim pol grem neko mamo ali pa Trošico ali pa Marijo Magdaleno Rešenico ali pa Mecena ali pa ne vem kva, no. Sej, glej, jaz sem zdajle po 40-ih šele malo skontala, da je treba zdrave meje postaviti, pa se tudi v šoli toliko dolgo gujsati, dokler ne diplomiraš iz nje. Evo, a pa je to odnos, a je to ma bilo, lahko je to privaten, lahko je to poslovni odnos, bilo kjer odnos je, toliko časa boš gujsala tisti drugi dokler ne boš prelezala do 3., do 4., 5., 6., 7., 8. in pa imaš tisto papir za na koncu, ampak je res, da je veliko pomen letelno in veliko sem si tudi želela tega, da se mi to ne dogaja. Po drugi strani sem pa sama bila tista, ki je rekla, o tem bom govorila, o tem pa ne. In je dosti informacij pač bilo dosti brezveznih in so v mojem privatnem življenju ni več kot toliko govorili in sem vesela, zato ker je bilo tudi kar dolg čas. Evo. In moj privatno življenje je v prvih letih, sploh tudi kar sem prišla
v smislu solo kariere na teren, je nadomeščal uspeh. No. Tako da jaz nisem čutila tistih, ne vem, tistih klicev, ki bi jih lahko ženska, ne vem, da bom mama, da bom da bi tisti. Jaz sem si tudi vedno želela bajto po froce, pa ne vem, pa neko staljen life, pa malo na vrč tihat, pa tako, pa sem pa videla, čak, to ni tvoja naloga na tem svetu. To ni tvoja misija, ti nisi na to tle poslala, da boš nekaj average life živela in ga ne boš, ker ti mi ne bomo dovolili, so se oglasili možje iz neba. In je ful zanimiv, ker nekako pol vidiš, da nimaš ne karakterja za to, ne telesa, ne živčnega sistema, ker si narejena za eno drugo mašinerijo. In ti povem, da sem zdaj čisto spravljena sama sabo v svojem miru, da gre moj dar, moj talent, moje znanje, moja energija, da gre ta na širok. Ne k enemu frocu v dnevni, ampak k 30 v moji privat šoli. A ne? Ne bom jaz enemu pela, ne, jaz bom v Mike pela. Njim. A veš, in sem tako narejena, da mora to, kar jaz znam, to, kar izčutim, to, kar sem sposobna zgenerirati, mora to svet, ker vem, da lahko veliko dobrega naredim in veliko lepega sporočim in tudi veliko energije zavrtim, dobesedno. Pa se spomniš recimo ključnega trenutka, ko si sama sebi, po mojem lahko rečem, priznala, ok, jaz sem pač poslana zaradi drugih stvari, ali se je to tako počas v tebi? Ja, počasi egoisem. Ja, zato, ker sem tudi iskala tisto svojo feminilnost stran, tisto svojo krhko žensko vlogo, ker sem si jo toliko želela enkrat, ko doma vrata zaprem za sabo. A moram biti skozi komandant stane, res. Mislim zmatrana. Ženske smo zmatrane od moške energije, ko smo si jo navlekle zato, ker to je survival mode. To je ukvarjanje s preživetjem, to ni življenje. In nismo imeli izbire, nismo se same navlekle. Nismo možačiste, zato ker smo se tako odločili, ali pa tako je modern, ali pa tako je fajn. Ne, tak je life, ki to terja od tebe. Po drugi strani pa eno upogibanje v patriarhalnem sistemu dobro veš, da prinese do tega. To, kar boš dobila, to, kar ti bo dano, to, kar boš tudi kompenzirala in boš tih, ker boš z druge strani. A si sposobna za tist, mogoče, da je zate poskrbljen in da si preskrbljena. A si sposobna biti tih, takrat, kad ti ne uprav? Jaz ne, moje, a si nora. Moja svoboda pa moj respekt sta na prvem mestu, pa če tudi haram pa kriščijem za to. Tako da ful so zanimive te igre polarnosti, rekla v moško-ženskem svetu. Zanimivi časi so ratali, babe smo gajstne, deci moj ozek leženček v mokasinčko noter. Kaj se dogaja? Dajte nam nazaj te prave dece, pa bomo mi te prave bejbe ratale. Samo zavedite se, to, da skrbimo zase, da smo preskrbljene, je to med, da smo v bistvu sebi na prvem mestu, da smo svobodne, da se imamo rade in šele takrat bomo malo druge rade. Če ne, se pa v nekih vlogah žrtve bomo svalkali čez celo življenje in obkladali en drugega in tudi razloge za srečo iskali eno drugmu in jim tudi očitali, nisi mi tega, pa unga, pa tis, ja, lej, bejba, deli pa kupsi, no, pa pel se na Havaje, no, ali kva. Res, ta ljubezen je overrated. Overrated je pa zato, ker nam je bila tako plasirana v filmih, v zgodbah, predvsem pa v nekih vzorcih, ki so veljali mogoče za prvo polovico prejšnjega stoletja, pa je pa začel še že malo, pa se je pa že začel malo mešati. A bi rekla lahko tudi, da si v ta zadnji zvezi, v kateri si bila, pogrešala to moškost? Seveda. Si jo pogrešala? Ja, in ne grem nikoli več nečasga, sploh pa zato, ker sem ker rada dam, rada pomagam, rada podpiram in bom vse dala, ko vidim, da nekdo raste ob meni, vse bom dala. Malo pa pozabim pogledati, kakšna sem pa jaz le zraven. Jaz sem zelo nesebičen človek, ki bo res vse dal. Če boš ti rekla, jaz imam pa željo to, pa to, jaz ti že jutri prinesem, ker tako hočem videti cveteti. In to je nekaj najbolj nesebičnega in tega ne bom nikoli nobenemu naprej metala. Ampak pol ostaja to enostransko in če dolgo ostaja enostransko, te izčrpa. A pa si včasih ne upaš priznati, sem ujet si in si ne želiš nadgradnje. In ta ujetost dolgo traja. In iščeš načine, kako bi mogoče se osvobodil, brez da bi prizadel, brez da bi bil grob, v vsakem primeru si prasec. No. Tako da jaz sploh ne vem, če obstaja lep način, da komu povedati, da si prerasel situacijo, da te več ne podpira in da hočeš po svoje.
Se si po eni strani ne želiš, ker telo se ne želi, možgani se ne želijo, duša je ona, ki kliče osvobodi me, a ne? In ta razcepljenost med duhom, med umom in telesom, to je nekaj groznega. Jaz sem to take muke doživljala, groza. Ta 2025 je bil toliko posran let, da ti povem, da smo vsi šli z uno Ivano Orleansko zastavo na konju 2026 leto ognjenega konja, ko bomo vsi osvobojeni, bogati, nagrajeni, ne vem kaj podprti ima. Dej no, ok, dej 2026, si pa je bre, čakam. Samo je pa tako, ne, tako kot si tudi sama večkrat rekla, če sam nič ne narediš za to, potem vesolje ne bo samo od sebe ti kar poslalo, ne, in reklo, ta pa tam le joka v kotu Boga, pa mu dam, ne, ampak bo dalo vesolje tistim, ki se bodo trudili, ne. Vesolje reagira na frekvenco, moš paziti tudi, kaj govoriš, kaj si na glas želiš in reagira na stanje pripravljenosti, no. Čudeži se to dogajajo iz stanja pripravljenosti na njih, no. Torej ti bo dano takrat, ko si zaslužiš, pa tudi včasih si tudi rečeš, kje pa je zdaj ta karma? To, mislim, a to ona čaka še 20 let, da te slepne? Ni v življenju tako, da bo dober nagrajen, pa slab, da bo kaznovan. Ne, jaz greva na vrh nebotičnika in pahneva dol dojenčka pa serijskega morilca. A misliš, da bo zdaj angelček preletel pa dojenčka ulovil? On se pa razbil. Ne, ni tak life. Ni tak life. In na zemlji so in nebesa in pekov in vse je tle. Gor ni nič. In je prav grozen, da ko vidiš, da je odgovorno za lastno srečo položeno v tvoje roke, ne bo pa lahko. Ker če si stara duša, če razumeš, če imaš veliko zadati, veliko zapovedati, ti bo naloženo veliko breme. In tudi odnosi mogoče ne bojo najbolj taki osrečujoči, izpolnjujoči na dolg rok, ker ti konstantno rasteš, iščeš znanje, iščeš v bistvu ekspanzijo. In ko čutiš zavrtost le-te, začneš dobivati pike. Tako da ta človeški faktor, ko sem ti rekla, ujetost, ali je to res, lahko je to podjetje, lahko je to tvoje delovno mesto, ki ga ne upaš skenslati zaradi položnic vsak mesec ali pa, ki si ga ne moreš privoščiti skenslati. Ta skok v prazno, ki se zgodi, je lahko največji rizik v življenju, pa največje darilo sami sebi. Pa si lahko kompleten klošar, ful dolg. A veš, ko mislim? Če ne riskiraš, ne profitiraš. Če pa ne probaš, je pa najhujše v življenju, če me vprašaš. Biti star, pa poln enih teh. Obžalovanj. Kaj bi dal, če bi lahko še enkrat? Kaj bi dal? Ampak poglej, mišice ne poznajo starosti, prva stvar. Jo pa tvoje srce, tvoj žilni sistem, tvoji možgani, tako jim je, itak vse preveč, kar se greš. Ampak tisti pogum, tista pamet in tisto zarezati v nulo je tisto, kar mene mogoče tudi čaka, da mogoče kdaj v življenju naredim več, kakor mi samo, rečemo poslovno, kakor mi samo slovenski teritorij daje, ali pa rečemo še malo, se zlivam, če sem pa kaj, da bom tudi sama kot umetnik doživela tudi to ekspanzijo, o kateri govorim. Zdaj, veš, rešujem se nekako po lajerih, kot čebula se lupam. Private life, moj karakter, moje duševno, moje psihofizično zdravje, moj mindset, moja v bistvu samozavest, to je najtežja stvar, s pokončno glavo hoditi po koncu po svetu, ko vidiš, kako funkcionira. Pa kaj veš, da več, kaj veš, manj veš, ne. In pol to, da najdem podobno misleče ljudi, ki si želijo iste stvari, no. Ta dober tim je tisto pogojne. Glede na to, da ste glasbeniki recimo, ali pa nasplošno prepoznavni ljudje v Sloveniji, seveda, tako kot sva že rekli, bolj na udaru, ko gre za kakšne zasebne, lahko tudi stiske, pa naj bo to ali kakršnikoli razhodi, ali pa kakšne duševne tudi konec koncev stiske, o katerih se mi zdi, da se v zadnjem času veliko več govori o raznih izgorelostih, depresijah in tako naprej, kot se je to kadarkoli prej, a ne, o tem govorilo. Ampak, a zaradi vsega tega, pa tudi zaradi tega, ker si sama rekla, kaj vse se je že govorilo in pisalo in tako, a greš potem mogoče kaj bolj s strahom v neko, ne vem, ali naslednjo vezo, pa ne si bo to zdaj veza v smislu partnerska ali pa neko poslovno sodelovanje. Veš, v smislu,
zdaj, če bom spet videna z nekom nekje, spet bojo me povezali s tem človekom in spet dajem možnost, da se bo potem nekoč enkrat o tem razpisalo. Govorim to zaradi tega, ker recimo imam kdaj tukaj kakšnega gosta, ki pa recimo nič ne vemo, a ne, o njem niti, a ima recimo vemo, da ga ima, ampak uradno ne vemo, a sploh ima partnerja in ne, ker pravijo, jaz se hočem tukaj čisto zaščititi, ker nič ni večno in kaj bom pa pol. A pa bom pa po medijih bral o razhodih in ena plat zgodbe, druga plat zgodbe in tako naprej. Lej. Zdaj imamo dva segmenta tega odgovora. Eden so bolezni, pa včasih ljudje delajo PR-ji svojih diagnoz in rakovi, ne vem česa, in burnoutov, kar je meni tako, okay, do you have to? Dobro, če napišeš dobro knjigo na osnovi tega, kar si dognal, si se pospešno pomagal in potem to rad deliš, da pomagaš tudi drugim, ker si pri sebi kljukico naredil in imaš res rezultate, to je super smart. Da se greš pa smilt slovenski publiki, ki ima itak rada, sploh tip žensk. Reči, joj boga, noč gremo na njen koncert. Da je nekaj, da ne bo na moj koncert prišel, da bi rekel, boga. Ne reče, kera carica, pa ne plača, pa pride, drugače pa mrš. Ne maram tega. To je ena taka podnota, ki mogoče se zgodi res na teh tleh, ko so že tisoče let prežete, tudi mogoče s krščansko mentaliteto, tudi te ponižnosti, kaj tudi mogoče iz te poze izvira, da več križev, ko boš nosil, bolj boš gorozetno. A bi to bilo lahko že kar malo pomilovanje pol? Ja, in ne maram tega. Ne maram ljudi, ki grejo jamrati v cajtenge, ne maram tudi tega, da se za svojimi res diagnozami, ki si si mogoče marsikdo pridelal za svojim lifestylom, zdaj gremo smilt v medije. Ne maram tega. Maram pa to, kadar je bitka uspešno dobljena, premagana, mislim, ko je težava premagana, ko je lekcija osvojena in imaš ti neprecenljiv know-how in takrat ga ti zapakiraš v obliko ali terapijo, ali čtiva, ali česarkoli. Tako da to sta dve stvari. Jaz sem tudi govorila o svojih valungah, pa hormonih, pa kilah. Ej, knock, I made it somewhere. Zdaj sem tukaj, pustva gor dol, špeh, briga me za njega, zdrava sem, športna sem, kondicijo imam, kukar tok se mi glava drži. Je bilo pa zelo hudo, no, hudi obdobje depresije, nespanja, apneje, kile, prezgodna mena, ne vem, kva vse mi je odrihal pomeni na... Jaz sem šla to res v detajle raziskovati in sem tudi doterala to in lahko marsikeri kaj povem, kako furati ali pa zafurati, ne. Zdaj ta drug segment odgovora, ki se nanaša na privatno življenje in na vse skupaj bi pa takole rekla. Včasih sledimo na socialnih medijih zelo pikantnim zgodbam parčkov, ki radi vsi delijo. A pa naenkrat bula. Ne, mi smo v bistvu dolžni ste nam povedati, kako se je končalo. Res, mi smo zdaj gledali v bistvu tako Melrose Place / Beverly Hills celo nadaljevanko, ja, kaj ste hodili, pa kaj na morčka, pa kaj pa ta mali to, pa otroke seveda slikart, pa prodajati, pa tako naprej. Imam tudi svoje mnenje o tem. A zdaj ste pa kar zmaglili. Nehte. Čakaj, to je zdaj v bistvu medijska zgodba in dajte nam zdaj še to piko na i, ali zaključek. Na primer, se nisem nikoli tega šla. Če ne bi bil moj partner del mojega poslovnega projekta, skoraj da ni obstajal. Mislim, z veseljem ga kaj objavim, sem pa kaj. Ampak ne pa, da na tem gradim svojo prepoznavnost, da je to masiven del moje identitete. Ne, nisi, žal mi je. Ne moreš biti. In dobro, če bi imela Brad Pitta za deca, bilo malo drugačne. Tukaj pa res malo karikiram, pa se norca delam, ker doskrat povzameš svojega vsesplošno medijsko prepoznavnega partnerja, kakor del svoje identitete. To je normalno. Če bi bile midve žene od predsednika, bi bile pa žene od predsednika, ne bi bila več Neša pa Eva, ne? In kap še narazen bi bile bivše od predsednika, ne? Nalepka, ki ostane, ne? Tako je, nalepke ostanejo. No in vsak včasih dozira. Tudi za izbiro hotelov, plaž, na katere hod, restavracij in tako naprej, koliko ima rad tega šunda medijskega in koliko bo sam dal informacij od sebe, si sam zmisle, jaz pa samo vsem polagam na srce, prosimo za epilog. Včasih se kratkočasimo s temi zgodbami o slavnih in vezah in potem, če nastane luknja v zgodbi, prosimo, da jo dopolnite. Ali tako? Ja, priznaj. Mislim, Je.
Ja, zdaj, tako kot si rekla, ne, če smo priča vsem tem lepim in takšnim stvarem, ko vse štima, potem, ja, verjetno, če toliko spustiš človeka noter, je to potem reži kot en reality, ker rabaš ta zaključek. Tako, in ne. če komentirate vse in propagirate razne izdelke, komentirajte tudi takrat, ko je frka. To se tudi pričakuje od influencerjev, ne? In ki zelo prežemajo svoj private life za to propagando vsega na splošno. Tako da, mislim, jaz včasih po kratkočasem po telefonu brskam, ne? Kar se tiče po mojega primera, pa isto krepko ločem. No. Neša, pejva midve še malo zdaj stran od takšnih bolj težkih tem. Ne morem mimo tega, da te ne vprašam, ker sem včeraj, mogoče to, da ti uvodoma povem, zelo nerada se pripravljam na gosta na način, da gledam kakšne pretekle intervjuje ali poslušam ali berem, zato ker pol se mi zdi, da že zelo veliko vem in da se mogoče tudi v kakšnih vprašanjih začnemo že malo ponavljati. In jaz raje vprašam kakšne ljudi, ki te poznajo okrog tebe, v smislu, kaj je tazga, ne? In več informacij mogoče sem rekla tako, ampak tale me je pa najbolj mogoče presenetila in to je ta, da zelo rada gobariš. Ja, ful imam rada gobe. Kaj? Zakaj pa ne, v Sloveniji si? Ja. Čuj, ti v Sloveniji si? Ampak prav tako greš v hostel Ja. in naberaš gobe in veš, kaj moraš pobrati in kaj ne. Ej, glej, mi živimo na eni veliki vasi, ne, ta mestek je majhen, no, tih par mestkov, ampak če je kaj bogatstvo Slovenije, je to, da si lahko kosil nabrat, po češnji greš na drevo, po borovnice greš, po jurčke greš, po lisičke greš, jaz veliko vrst gob tudi poznam in njega lepšega, kakor si z golimi rokami iz zemlje potegniti ven svoj futer, to je res tisto primatsko navdušenje, ne, pa tudi pipa, mislim, po vodi pipa, ne, po pipi voda teče, kakor to solidna, ne, marsikje. In jaz mislim, da je to res nekaj, kar pa moramo vsi izkoristiti, pa sploh pa kmetije, biopridelava in tako naprej. Mrz s temi supermarketi pa z vsemi. Če le ni nujno, če se da čim več te organske hrane, žive, zdrave, sploh pa taka ti izraste čez noč, pa njega božga, kakor jurček na žaru. No. Koliko imaš vrta doma? Jaz? Ja. Brgam mami. Aha. Jaz sem pa ona, ki gre pa kakšne gajbice, pa kupuje zelenjavo. Jaz živim od sadja pa zelenjave v glavnem, pa od krompirčkov vseh sort, nora sem na krompir. Pa vege sem, ne. Tako da gobe že samo po sebi jo priporočam, no, vsem, ki ste vege. To je veliko proteinov, no. Jurčke, sploh selena imajo veliko in tako Koliko naprej. časa pa ti ne ješ že mesa? Cel življenje. Aha, že od majhnega. Sploh ne vem, naprimer ribe nisem še provala, tako mi že nisem vedela, no, da imam ta odpor, zato ker je tudi pogojen biološko. Ugotovila sem, da imam alergijo na vse te mehkužce, ribe, ker sem jedla glukozamin, kolagen, ene zadeve, ki mi je kolen crknilo, ne, in pa sem mi dodajala, no, pač, da si malo bolj podmazam, no. Se to na dolgi rok celo prime, ampak je bilo pa narejeno to iz školjk in jaz tako pa nekaj se penem. Tako da tudi kakšnih dodatkov na osnovi ribjega olja, ne, pa to Omega-3 pa tako. Ne, to je treba vse malo kompenzirati, sicer dobrega holesterola mi manjka, mogla olivci jesti žlico, to je v bistvu edini slab parameter, ki ga imam, no. Ampak to res velja za vse vegetarijance, res je treba pol cepati, res kvalitetno olje, avokado in take vrste hran, ki so bogate, no, s temi esencialnimi olji. Drugače pa res od malega, viš, in sem tudi včasih razmišljala, pa kaj bi ti izključen moment, da je meni to salamo vrgel z ust. In mislim, da se je to dogajalo, ko sem jaz v 8 letih, v bistvu, ko smo se z družino preselili iz mesta, iz Ljubljane v Poljansko dolino, veš, pa so bile koline, pa je kura brez glave letala, pa so bili eni taki šoki, ki so bili ene take travme, si jih vase potisnil, ampak jaz pač ne ločem živali od mesa, no. Eni to z lahkoto naredijo, jaz pa pač v stejku vidim kravo, v kravi stejk in that's it, kvani zdaj, to ni zame, jaz si bom svoje nabrala, vi pa kar. Ampak tudi sicer, Neša, se mi zdi, da ravno takrat, ko si imela te zdravstvene tegobe, da si zelo, si tudi sama prej omenila, ne, da si v bistvu zelo raziskovala vse te stvari. Jaz se spomnim, da sva midve ravno takrat enkrat tudi snemali en pogovor, ravno v tem, ne, da to ni bilo, malo sem na netu vprašala, kaj se mi priporoča in potem šla po dodatke v trgovino in začela to jesti, ampak ti si se takrat res korenito lotila, v smislu sploh
v prvi vrsti razumevanja tega, kaj se ti dogaja, in potem na drugi strani tudi z alternativo, kako mogoče vse skupaj lahko Ja. pospešiš, a ne, da boš bolje. Škaj mi dogovorimo v enem takem zapletu, ki sem ga imela, ki je prišel tudi vred z mojim nespanjem, zakaj je bila ključna apneja, ne. 100% obstrukcija dihal, to ni mačji kašelj, ne spiš. Spiš maks uro pa polno. In se prebudiš, ne. In meni je kompletno mehko in ne bo padla čez dihala, ne. Zdaj sem mi odstranila nosne školjke in del mehkega neba, manj, da sem hotela, da not pustijo, vendar sem pevka. In jih rabim. Dragi gospod doktor, kako bo to vplivalo na moj glas? Ne vem, ker nismo še nobenega šniclali. Ja, kaj pa tako sosedi pa države? Ne vemo, nimamo izkušenj. Pa jaz, zdaj, špila ali spala? Pa sem rekla, spala. Prav brigal me je Eva, ali gram ksilofon od operacije naprej. To je bilo tako grozen. A pa to si verjetno tudi konstantno in utrujen in Si, popadljiv. Ti imaš lahko drogo na recept, aper je na recept. Mislim, jaz sem si kavo zlivala in valjda, da ješ cukor, sol, pa poživljajoče zadeve, zato ker ti je muka živeti, najhujše pa zjutraj, ker si bolj zmatren, ker si šel spat. In meni se je tudi zgodilo, da mi je bilo strah iti spat, zaradi tega, ker sem vedela, da bo spet neke moraste sanje, da bo srce na 200, da me bo skozi budilo in nisem že mislila, da imam najmanj duhove. Res, to me je pač moj partner, res prej dolgo leta nisem imela partnerja, me je šele on, ko me je snimal, je rekel, a veš, kaj ti delaš med spanjem? Je rekel, najprej imaš glavo, tako da imaš roko, pa se šraufaš, skozi imam roko gor, jaz sem rekla, čak sem mal. Kaj se dogaja zdaj? To ni normalno, predvsem pa to ni položaj, v katerem se človek sprošča pa regenerira in jaz regeneracije ne poznam, 20 minut po kosilu. In mi je bilo toliko morast, toliko sem bila depresivna, toliko sem se tudi zredila, hormoni so šli v maloro, tako, policistični jajčniki, višji testosteron, pa kortizol, pa vse gre v maloro zaradi tega, ker ti živiš ultrastresno življenje in stres je number one faktor, zakaj človek zboli, druga stvar je pa, če ne spiš, pa valjda, da si v stresu. Daj mi samo spanje, injicirajo v ta urnik, pa boš videla, kako bom boljša. Pa boš rekla, pa kaj ti pomaga, si skozi dobra volja? Ne, nisem, samo na avtopilotu sem, tako sem narejena, da tako zgledam, pa da tako govorim, noter pa sem pa doskrat padla dol vsakič, ko sem 3 stavke povedala. A pa te je ta operacija pol, a to kaj pregovoru, te kaj motilo od začetka? Ja, pa ne pri 2 petju? meseca me je ful bolel in me je tudi odtekalo tukaj, kaj je res na koncu zgodil, veš pa ta jeziček, ki ti visi, so mi copnili, pa mehko ne bo prirezali, pa zaštemal gor. To je bilo ful boleče, no. Dolgo sem da tih, po 2 mesecih sem začela pet, pa to je opna, veš, to je tako, kot da bi rekla stegen pri fuzbalerju. Ali pa, ne vem, meča. Se napenaš. Če uporabljaš, napenaš. Če pa napenaš, se pa krepi. Če se pa krepi, pa raste. In ko je velik, ko gre spat, kaj naredi? Oplahne. In zdaj mi je že od tistega reza že za 1 centi nazaj zrastel. Jebe mu. Ampak je tako, da to raste cel življenje, tako kot ušesa baje. Ja. Ne vem, mislim, da vam mogla spet rezati. Ali pa da spim nekako, ne vem, za noge obešena ali nekaj moram pogruntati. Ja, lej, nikoli ne veš, kaj bo naslednji partner prinesel, kakšno noro idejo, kako se da tudi spat, ne? En podatek še, ki sem ga tudi dobila, pač vem seveda, da si zelo nadarjena in vse. Nisem pa čisto vedela, da imaš 100% posluh, oziroma te bom zdaj tudi tako vprašala, kaj to sploh pomeni, da ima nekdo 100% posluh in a ga res dejansko lahko imamo. Zdaj pa lahko tako res gledalci tole zdaj začnejo zehati, ker bom ful strokovna, ali pa jih napalim, pa sem ful kratka, pa malo bolj površinska. Lahko si površinska. Okay. Ja, mislim, da ne bo noben zameril, ampak res me to zanima, kako to gre, ker včasih tako slišiš pol pogovor, 100% posluh ne obstaja. Slišiš spektre, slišiš barve tonov, ampak če govorijo o absolutnem posluhu, moram najprej definirati pojem absolutni ton. Absolutni ton je pa domena človeška in človeška domena nekje funkcionira na temperirani oglasitvi 440 Hz, kar ni naravna. Naravna oglasitev je zmnožek Schumannove frekvence. In ker si ti vzgojen v sistemu za inštrumentom, ki je temperiran, slišiš to, kar si se privadil. Torej zate je temperiran.
Okay? Če mi dohodimo bosa po gozdu in si mrmrava melodijo, niso temperirane. In vsakič, ko pridem iz take situacije za temperiran inštrument, se moram zvišati ali pa znižati, ker sem nekje vmes. Torej, to je sistem se je pa tudi bil vzpostavil zaradi rekle, razlike med poltoni in celi toni, med kvintami, med oktavami, med že tem, kako inštrument zložiš, naprimer klavir, da ne pride do volčje kvinte, ko jih nizaš. To so malo taki strokovni izrazi, bom probala preskočiti. Ampak v praksi to izgleda tako, da si ti, če si se ti z muziko ukvarjal že od majhnega, si to treniral in si zrastel gor z določenim inštrumentom. In na tistem inštrumentu ti veliko bolj percepiraš višine, nižine in barve, tonov in frekvenc, kakor na katerem drugemu. To bo rekla, da je ta en privzgojeni, lahko absolutni posluh, da je zaprem oči, ti meni na klavir tapkaš, če je relativno uglašen, in ti bom jaz slišala, rečemo, 99% tonov. Okay. Čist na vrh, pa čist na odspod, kjer so strune in frekvence že zelo skup, tam že začnemo strišti, lahko tudi za pol tona. Drugač pa, bom jaz na razglašenem klavirju ti rekla, to zna biti visok gis ali pa nizek A, kar je v praksi isti ton, v teoriji sta pa dva različna zapisa. No, imamo absolutni posluh, imamo pa tudi relativni posluh, ki pa izhaja iz tonalnega centra. To jaz rečem tebi, da je to C, in pa te nekaj zapojem in ti boš relacijo tonalnega centra slišala, boš rekla, da to je velika seksta, to pomeni, da je to A. Okay? Zdaj, tisti posluh, kadar pa nekdo sliši zvon, ko zazvoni, ko v bistvu sliši bolj zven, ker je spekter tonov, ko sliši avto, ko potrop, ko sliši tutu, telefonov ali pa, ne vem, ton na trobenti, takih ljudi je pa dosti malo, ampak oni pa res dobro slišijo frekvence in taki so, rečemo, zelo dobri tonci. A veš, kaj neki piska na odru, pa točni, pa že ga ugasne. Kaj mora narediti? Ok, to oni slišijo pa v bistvu z ne tem privzgojenim načinom, da so pol en inštrument igrali, ampak imajo tisto naravno talent, da lahko tudi, ko poje sam, res fiksira polton, cel ton, če ne tudi že četrton. Dobro, pri nas v Evropi nismo nagnjeni k tem, sicer kakšni Indijci pa to, pa veš, da imajo še vmes poddelitve, ne? Mi imamo bele pa črne tipke, ne cel ton, polton, tam je pa še svašta vmes. Že kad treseš vokal, če se greš ti bolj kanjade, pa te že tle vmes so, je tukaj manjke poltona. Tako da ena je stvar institucije, rekla, indoktrinacije skozi znanje, skozi šolo, skozi princip, ena je pa tista naravna danost, da slišiš frekvenčne spektre. Torej, nikakor pa, če se noben otrok ni rodil, pa je rekel, to je pa A2, mami, to je pa C3. Če ne ve, kaj je C, pa če ne ve, kaj je A, ampak zna ponoviti, zna slišati in zna dati v sorazmerje z ostalimi toni. In potem kasneje, ko dojame to relativnostno teorijo v intervalih, je pa življenje lažje in lepše, in to je dispozicija za superiornega glasbenika, ki ga bo pa ful glavo bolela, ko jo drugi fušali. No, tako da vedno je bad side. Vedno je tudi pol druga plat, ne? No, to sem te pa hotela zdaj vprašati, pri glasbenici takšnega kova, kot si ti, ki definitivno svoje strokovno znanje deliš tudi naprej, pišeš tudi konec koncev pesmi za druge, oziroma ne. Of course. Si me tako pogledala, da sem kar malo zatrokirala, sem kaj narobe rekla, ali to ne drži več, ampak ne. Tako sem se namazala. In me zanima, ko recimo napišeš pesem, ne, za nekoga drugega in zdaj pač, ne vem, si zraven, ko se to, ne vem, snema ali pa prvič odpoje in tako. Kolikrat se ti recimo zgodi, da rečeš, ne, tole čist narobe, dajmo še enkrat. Ogromenkrat. Včasih so ljudje prekleto suvereni, ponovadi takrat, bolj ko so gluhi, bolj so suvereni, klasični Dunning-Kruger. In jim je treba tudi dopovedati, da mogoče v njihovem sistemu ni toliko fovš to, ampak če ti pokažem graf in odprem tuner, pa je okvirček, kjer mora biti ton noter, pa je ton vaga, gor pa dol, jih je treba pač tudi z vizualijo prepričati, da bo treba to nekaj narediti na tem, ne. Drugače pa tako, ne. Rečemo, igrava pikado in mi skozi mečeva prenizko.
Zdaj imamo dve opcije, ali bodo dali tarčo nižje, ali bo pa med zvišale, da se bojo počutile, da mečeva previsok, pa ravno trofalne. Torej, tako je treba pevca naučiti ciljati, kadar nima občutka ali pa preomenjenega paketa z dobrim posluhom. Ga je treba na forum metati. Približno tako, kako se postaviti na fotki, da niso, a veš, so tudi ene poze, ki niso najbolj prijetne, ampak dobro izpadajo in to isto pripetijo. Se veš, predvsem tem klesanju, to ne pomeni, da jaz tam donski imem brukalna. Jaz vsakič, ko se sprostim, pa to jaz tudi odplavam, kje malo se pa kar nekaj oglasi, kar en petelen se oglasi, včasih si ti glas zlom, včasih greš na bridge, pa pozabiš, pritisniti ali pa zašlataš. Včasih preveč stvari prepustimo v trenutku, kot če smo malo preveč intuitivni, a ne. Tako da petje je konstantna kontrola. In ni pevca, ki boš rekla, le, koliko je not padel, koliko je sproščen. Ne, nadrkanje pa na avtopilotu je. Ja, ker prehiter lahko, tako kot si rekla, ne, prepustiš na ključju in gre pol tudi glas malo po svoje. Kaj ti bi rekla baletki, no zdaj se pa sprost, pa malo not pad. Pa malo zapleš. Zdaj pa malo začut to pa. Kaj se ti pa v telesu zgodi takrat, kadar se zaslišiš, da je kaj bilo mal mim? A doživiš tako prav kakšno telesno reakcijo? Ja, jaz si rečem, da je še dvakrat to isto naredil, bojo mislili, da je fora. Da tako more biti. Ja. A viš, ko pojav preide v frekvenco, lahko sklepava v teoriji in če je že ona dvakrat prej to naredila, pa je tak, zdaj ona mislila, ne, pol mi ne razumemo. Zdaj veš, na kaj bom danes pozorna zvečer, ne, v križankah. Bi poštela. Hecam se. Nejša, ko se križanke recimo odvijajo, se vem, to je zdaj malo težko tako vnaprej govoriti. Veliko glasbenikov mi reče, da se po nekem takem projektu, na katerega se dlje časa pripravljajo, da je pol tist naslednji dan zjutraj, ko se zbudijo, tako, eni rečejo mal depresiven, eni rečejo pa tak otožen, ki bi v bistvu mogel biti ful poln enega unga, naredili smo, koliko je bilo dobro, ampak tako večkrat rečejo in pa se zjutraj tako zbudiš in kar, to je zdaj to. Ja, to je ta vzhičena depresivnost, ne? Veš, kaj je? Kaj da bi rekel, da si ekstrovertiran introvert. Pa je tako, malo paradoksalno ta dva pojma skapdata, ampak je zavedanje mačehovskih tleh, na katerih jaz delam, mojega dometa, tega, koliko vlagam, pa tega, koliko dam, izhaja pa čiste ene preproste enačbe na koncu, kje sem, pa kakšni so rezultati. In zdaj jaz vem, da, tako kot sem prej govorila, z vsem zanosom, o uspehu in o vsem tem. Jaz vem, da sem v bistvu ena delovna živina. Mislim, kakor se grdo sliš, pa kakor bo rekla, pa kako lahko ne tako govori s tem umazanim gobcem, pa sem rekla, jaz sem profesionalc, glasbenik, ki dela vse, kar zna, da lahko sebe ohranja svojo špuro, svoje sporočilo, svojo muziko in se ukvarja z istomislečimi, ki si jih tudi sam zbira. In to je zelo, zelo specifično, pa na določene pojme tudi zelo tako. Se vprašaš, a zdaj te sploh plac modelka? A veš, se še vsem si v popu, ja, ampak v ta pop se je že urinil toliko enih drugih žanrov, da bi jih loftala. Res, dragi uredniki, ne mečte vse skup pod mainstream. Nismo vsi zistga, res. Dej naredimo, ne vem, subžanre, periferni pop, ne vem, kva naredimo. Sam dejte pustiti mainstreamu, da diha, da je stvar malo urbane publike, da je urbanega mindseta, in da je tukaj ena dodana vrednost, v tej strukturiranosti glasbe. A veš, in ta občutek, ko narediš nekaj veliko je zato, ker je tukaj 20-ka, ne zato, ker sem še en koncert v Križanku, koliko jih bo. Za gledalce je to samo še en dogodek v petek zvečer, zame je to pika na i 20 letom ustvarjanja, po kateri bom tudi krepko razmislila, kako, kaj pa s kom naprej, a ne? Ampak ta začrtana pot mi je dala tudi ene zaključke, da lahko rečem, ja, punca, imaš ti materijala, imaš kapacitete, ampak ta zemlja te zelo mačehovsko hrani in energija, ki jo daješ, se ne vrača nazaj. Tako da sem tako gledano ful zmatrana, Zmatrana, utrujena, predvsem pa vsem globoko hvaležna, ker je po veliko ljudi, ki mojo glasbo vzamejo za svojo, ki jim veliko pomeni, ki jim lajša tiste najbolj pomembne trenutke v življenju, a so to poroke, smrti, rojstva, ne vem, zaljubili so se na moje komade, botra sem, ne vem, koliko jim, in si rečem, imaš pomembno mesto tukaj, tvoja zgodba še ni zaključena, zato pa vztraji. Bom pa videla,
Kdaj pa kako? No, sej tako, zdaj sem te hotela takoj najprej vprašati, ker si rekla, bom razmislila, kako in kaj naprej, utrujena sem, to ne namiguješ na kaj, da bi se za nekaj časa tudi malo poslovila glede tega glasbenega Rada bi se pa mogoče malo odmaknila od te aktivne pedagoške vloge in aktivne koncertne, ker oboje skupaj ne gre. Ampak veliko glasbenikov mojega kova dela vse, kar zna, zato da pride čez preprosto. Jaz bom pa začela biti zelo selektivna. Mogoče bom začela imeti audicijo za svojo šolo ali pa tako, mogoče ceno dvakrat zvišala. I don't know, girl. Moramo narediti nekaj, da bomo lažje živeli in da nas ne bo te delovniki, da nas ne bojo pokusili. Še vsem je ta stvar naporna. Če delaš z ljudmi, delaš ena na ena, veliko govoriš, veliko poješ in ko z ljudi glas vlečeš še čreva zraven in včasih je to kirurgija. Res je kirurgija. In imeti ful navdušenje še zase, za svoje špile, takrat, ko si frej, izhaja tudi iz tega, koliko premo so razmerno času v tednu tu počneš, pa koliko počivaš, pa koliko se ukvarjaš z drugimi stvarmi. Tako da navdušenje nad glasbo izhaja iz odsotnosti glasbe. A ne? Regeneracija glasu izhaja iz tišine. In moraš imeti dosti tega ostalega časa. Torej, Eva, nič bad, da mi jaz nehala te komade pisati, pa karkoli delati, ampak sem povzela en dopust orang. To je pa res. In bom fajn razmislila, kako grem naprej. Letos prihajajo velike spremembe, tudi rada bi se selila, rada bi naredila glasbeno hišo, produkcijo, vse skupaj, da se mal te moje postojanke, ki jih imam preveč, združijo nazaj v eno, in da naredim eno sintezo delovanja, pa da ne mogoče še nekoga drugega dam kako od mojih bremen. Pa tako malo svežega vetra mogoče. Ja, nočem jamrati sploh, ker točno toliko manj, kakor si naredim, sama se svobodno odločam, s kom delam, kako delam, ampak nekako se mi je nakupčka letos z vsem, z zdravjem, z osebnim življenjem, z vsem, da mi je tako, da naredil in sem si sam rekla, ok, tole nared, ne, pa opet pa malo off. Kdaj si bila Neša v življenju najbolj recimo razočarana, prizadeta, tako da si res rekla, tole me pa. Najbolj sem bila nad sabo, ker sem videla, kako sem vzgojena, pa ne da zdaj krivim starše ali pa to mojo primarno kako se že reče? Celico, družino? Ja, primarno situacijo, v kateri sem odraščala, kje pa? Ampak kako sem jaz navajena v bistvu imeti eno bedno mnenje vseb, ki izhaja točno iz tega, koliko sem sposobna zgenerirati. Torej, toliko sem vredna, kolikor kart prodam, toliko sem vredna, kolikor imam ogledov komada, toliko sem vredna, kolikor telefoni zvonijo. Samo skozi en projekt sem se gledala. Najbolj razočarana sem bila v življenju, ker sem tudi videla, da me ljudi okoli mene tako vidijo. Res. In tudi vrednost doskrat moje družbe je bila včasih tako, da komu imponira zaradi tega, ker si punca s televizije. Fuck that shit, res. A pol, ko ugasne, malo pa tako, ker sem prej omenjala influencerje, skenslala v Instagram, pa TikTok, pa Face, pa they're gone. Kaj? A čaki, jaz nisem zadost, torej brez vsega tega šavja okoli sebe. You have to hit the certain age, pravijo, po 40 je vse lažji, ker sem pa začela čisto iskati druge vrednote, no. Tudi v življenju, zato mi pa ta kvantiteta ne pomeni toliko. Bi rekla, da je veliko prijateljev odpadlo? Velike ene družbe. Prijateljev tistih par, ki jih na prste ene roke preštejem, je še vedno ob meni. Imamo pa z vsemi valunge. Vsak gre skozi svoje valunge, osebne ali zdravstvene, karkoli, malo se zbližamo, oddaljimo, ampak vedno smo en klic stran. Jaz nisem na vrsta prijateljica, ki te vsak dan, kako si, kaj delaš, kje si, kdaj se dobiva, daj shoot me. Sovražen telefon je zato, da se zmenimo, kdaj se dobimo. Raje se zmenim s tabo 2 meseca vnaprej za cel vikend, pa greva nekam, greva v dober hotel za 3 dni, ali plezati, ali hoditi, ali nekaj narediti zase na eno duhovno zadevo, karkoli. Vsem, da imamo precious time together in pol bej spet. Tako da jaz nisem ki rab intenziteto, tudi v odnosu ne, da me skozi nekdo kliče, preverja. Ko me kličeš, še me preverjaš? V bistvu jaz tako reagiram. Ne, da sem avoidant type, nikakor nisem. Samo rabim svoj space, ker tudi moja glava tako dela, da je polna enih idej, polna domišljije, polna enih refrenov, polna enih ljudi, imen, primkov, informacij čez dan, da ne rabim še tega, da mi nekdo
da me dreza v to, da je frekvenca potrebna za zdrav odnos. Ne, zaupanje je potrebno, pa mir, ki mi ga preneseš, pa stabilnost, ki mi jo lahko daš, pa to, da se lahko nati zanesem. Pa plani. Da, če imamo naporno življenje ali pa zelo poslovno, tako intenzivna, je ful pomembno, da se vnaprej zmenimo, en mesec nas ne bo. Ta bo klic se prevzel out of the office, da si in da zna tudi kdo drug v tvojem življenju to tako vrednotiti in blokirati. Ker to pa je tisto prav čas, ki ga preživiš skupaj. Da se znaš res odklopiti, sprostiti in da se ti dnevne navade prepletajo in da vidiš, da si kompatibilen. No. Tako izgledam na vse skupaj. Drugače pa, če mi daš mer, te imam najrajšno. In seveda, da gremo pa, kaj mi je pa ful pomembno, da imam ti svoje prijateljce, ki imamo ti svoje druženja. Ampak včasih se prevlečemo iz vseh vetrov, če se prekurjene, pa rečemo, kje nam je čas za mačka, imaš ga, zato ker piše v urniku, da ga moš imeti, da je danes čas za mačka. Ob 7 začnemo in s tem imamo včasih glupe komajde, se res grupiramo, se družimo, se zjokamo, se potožimo. No, ampak s temi prijateljicami niso bili samo glupi komadi, je celo nastal en tak lušten projektič, mejhen, ki so punce pol celo imele par nastopov. Ma seveda, to ni kar nekaj bilo. Ja. Evo, danes so vse dekleta, draga moja, z mano na odru v Križankah in jaz sem tako ponosna, da nas muska druži, da konc koncev me, ki pojemo skup, to šipe pokajo. Jaz ti ne znam ti povedati, meni gre na jok, ker se punce primamo skup, ki zapojemo. To je tak power, res, to je tak power in to je healing in od tega ne odstopam. Koliko si pa kaj, iščem besedo, ker nočem reči težka, stroga učiteljica? Ja, na teh večerih nisem, drugače pa, če kdo pride po izdelek, ki ga bo pa naprej plasiral ali preko založbe kot single, takrat sem pica izlastila, drugače pa tudi dam roke v loft pa reč, odkup tole, pa se sam podpiš, briga me. Če hoče od določene točke toliko ukriviti vse skupaj po svoje, da se več ne vidim noter kot producent, kot avtor, kot karkoli, pa sem tudi zelo taka stvarna, da si rečem, to je zdaj kos glasbe, predvidevam, da je boljš, da se tukaj odcepa na točki procesa. Ker je zelo zoparen, kadar vidiš, da nekdo gre preko sebe, plačal te tvojo asistenco, tvoj know-how, vse, pa vidiš, da v bistvu sploh ne ve, kaj bi rad bil in išče te odgovore. Se to je point producenta, da nekoga postaviš v čas, v prostor in mu sugeriraš določeno zvočno sliko, pa se snima, pa ne drugi klikajo, editirajo, vse, ti moraš držati to vse skupaj. Kadar pa vidiš, da bi artist rad, ali pevc, bo rekla, še minorno gledala, še ni zrastel artista, po svoje nekega žengu pa lahko tudi rečeš, bom pa jaz tukaj samo kot en pedagog, ali pa soavtor, ali pa nekdo, ki ti je tu pomagal posnet. Bom jaz tukaj črto potegnila, pa se ti od tukaj naprej znajti. Sam ne podpiše se pol pod vse ponosno. Zakaj bi se? S katerimi imeni recimo sodeluješ tako, da ti je res, da ti je fajn, da teče? Jaz sem že cel svoj čas preden sem začela s solo kariero, bila klaviaturistka, back vokalistka, aranžerka. In sem snemala, ne vem, od bendov, vsega povrstno. Bigfooti, Andraž Hribar, Miladojka, to je bil še takrat Tivoli, ne vem, Terrafolk, Perološin, Vlado Kristin, ne vem. Pa rekla v enem trenutku, zdaj grem pa tudi jaz malo spredje, zdaj pa dosti. Tem sem vsem snemala, dan sem delala simfonične aranžmaje. Jaz ne vem, ko bom zdaj letek pozabila vse našteti in bo full bad. Tako da don't go in there. Zdaj, ko sem pa ratala še pač coach ali tutor ali karkoli, ne vem, sem pa imela full od enih igralcev znanih do, ne vem, naprimer, zadnja velika stvar je bila, da sem naredila avtorsko glasbo in coaching za musical, Povodni mož, in tukaj se je kar veliko znanih imen znajdali in je bilo eno tako obsežno, zahtevno delo in sem vesela, da sem lahko ta svoj know-how spakirala in ga dala v eno predstavo, ni ga boljšega, ki ti pustijo skakati od žanra do žanra in da to delaš s svojimi ljudmi, ki jih imaš najrajši in kaj najbolj skupaj zvenimo, mi je bila meka. Bi si pa želela, da bi mu bilo bolj poslavno, da bi bilo več kapacitet in tudi več odziva, kar se mi zdi fenomenalno delo. Kakšno je bilo pa sodelovanje z Đurotom?
The best, on je komik. Zakaj te to Sem rada sprašujem? ljudi, ki so genuinely zabavni. Zato, ker ravno takrat, ko smo skupaj snemali na zadnje, smo bili vsi trije pri tebi doma v dnevni sobi in jaz se takrat spomnim, da mi bi mogli to, ne vem, v 1 uri posnet, pa smo snemali nekaj časa, ker to je bilo res en kup enega smeha. Sta pa oba zelo močna karakterja, zato te to sprašujem, kako je bilo sodelovati, ker si pa ne predstavljam čisto dobro, kdo pol v relaciji z Đuratom je tisti, ki malo popusti, kadar je treba. Noben. Jaz se tako rada zabavam, kot ti vedela, no? Ampak mogoče ta zajedljiv humor mi je bil že malo prirojen, ampak imam rada ta angliškega tečerega. Po kom si ga? Ja, mislim, že doma je bilo tako. No. Jaz sem se bila objokana celo otroštvo, ko smo se take obkladali, pa zmerjali, pa fore dejali, pa v torbe tlačili sesalce, pa jih ne vem, mislim, enkrat cel sesalca vam prevlekla iz Rozaka v osnovni šoli. Mislim, zakaj je tebi to smešen, moj brat? Res smo si take nizke delali, no. V strani kuhinjske servete tlačili, no, ne vem kva vse. Tako res smo se ponižovali na nek tak ljubek bratsko-sestrski način. Ampak, Pa kar nekaj vas je v družini, ne? Tako da Ja. ste kar imeli možnost 6 otrok. zbirati, kdo bo koga. 6 otrok, zdaj je že 9 nečakov. Wow. Ja. Če gledaš tako zdaj za nazaj, odraščanje v tako veliki družini, a je to, v tvojem primeru bi rekla, da je to bila ena ful velika prednost, ali včasih tudi ne? Minus je to, da nimaš svojega miru, plus je pa to, da imaš v bistvu frende že doma. Zdaj smo šli, valjda, da smo se šli malo bolj na živce, ker je bilo intenzivno odraščanje, pa vsi smo tudi svoje inštrumente igrali, to je bilo skozi šundar. Ne? Wow. Zdaj je pa čist drugačka, se suportamo, tudi skrb za starše je bolj razdeljena, ni tazga prešerja. Je pa, ne vem, no. A si Tako je, vedno no. izstopala? med Ne, vsemi nisem, šestimi? jaz imam Ne? sindrom srednjega otroka, si nora. Aha. Nič nisem A izstopala. pa to dejansko mu lahko rečemo, Ja, sindrom lahko srednjega rečeš, zato otroka. ker pač, lej, jaz sem odraščala, jaz sem rojena 82, ne. Prej je bilo drugače. Mi smo prišli domov, ko si mami drla, da je za jesti, ali pa ko si bil opraskan neki, a ne. Pa tudi s tabo so se ukvarjali, ali si bil ful bolan, ali pa si imel zlata plaketo na državnem. Torej, neki ekstremi so bili. Sam od sebe otrok, če ni problematičen, je samozadosten. Zato, ker se tudi, pa ko se mi zdi starši ukvarjala, če imam frende, pa brate, pa sestre, pa izume delamo v garaži, pa tam se haudramo po vas. Viš, mi smo se na vas preselili dobesedno, ne na kmetijo, ampak bolj tako na vaški okoliš, v Poljansko dolino, ampak to iz Ljubljane, iz Jamove 62. Ne. In smo se mogli malo furati, ne. Kar je Ampak trajalo ne bom verjetno rekla, nekaj da je časa. bilo lušten, no, ker so nas v šoli pa tam garbali, pa res napadali in te malo primitivne zgodbe so bile resno na sporedu vsak dan in se je bilo treba ful zase postaviti. No. Tako da mi otroci smo imeli en svoj minimundus, en tak svoj majhen svet, v katerem smo uživali v tistih krajih, no, uživali v tem, kar nam lahko dajo, v naravi, v športih, no, odprtem. Pa mi smo stare fičote podili tam po Gmajn, pa ne vem, delali svoje avte, pa izume, no, v glavnem skosno. Moj fotar je znanstvenik in umetnik, trometač. Moja mama je sicer po poklicu babca, ampak je bila mama, te je za nas skrbela in nam kuhala in dajala podporo in včasih potuho. Mi vsi smo pa v bistvu bili tudi glasbeniki aktivni, tako da lej, no, ful možgani naviti, laboratorij doma, skozi neki. Jaz sem se učila vse od zelišč naprej, čaj, Pater Rašič, Marija Treben, meni je to ful zanimalo, kaj mi lahko narava da, kaj si lahko naberem, tako da preživeti v naravi sem v redu, To bi šlo. I'm fine. In to so bile lepe stvari, no. To so bile res lepe stvari in dokler vse samo od sebe teče, je super. Jaz sem bila pa sicer zelo bolen otrok, ne. Po 2 meseca sem imela pljučnico v 1. razredu, nič nisem videla, 8% videla ta oč, ta je bil kaj obrnen, tako vse narobe, no. Ampak sem bila pa hipertalent. Ful sem manjkala v šoli, tako da imam ful lepa, pa tudi ful grozne spomine. Kako pa je zdaj z očesom? Živijo. Sem jih ga dosti spravila v redu, ne v redu. Pa vidiš v redu na... Slišenka vluhar, vidim malo slabša, ampak nimam zdaj leč, ampak se očesa z leti
sta si en drugmu tako. Ta boljši se začne slabšati, ta slabši se pa začne boljšati, ker se začne na onga operati. In včasih se tudi plusi v minusi igrajo, jaz imam stigmatizem, pa vse, ampak kaj s to rabim? Evo, jaz ne kiksam, jaz igramo tam, kaj Stevie Wonder. Sej večkrat tudi mižiš med igranjem. Dokler se trofnem, pa se isto namažem levo, desno, vse je v redu. Ne, imam pa ful močno očesno migreno, nešmo tudi te lampe, tako zdaj že odštevam, me začne zvijati, pa nočno slepoto, pa to je zoprno, očesna migrena za oro, če imaš to, kam imam jaz, to ni za studijski job. To so te lampe, se slepijo in vse te frekvence svetlob, neon, ksenon, led. To je itak bolano. Jaz tako sploh ne vem, zakaj je to v pravilniku. To je tako slabo za človeka. No, to je tudi recimo bila ena od stvari, ki jo nisem vedela, pa sem jo povedala. Še ena je diagnoza danes govorila, like anybody cares. Še ena je pa, da si rojena na Lunin mrk in pa sem tako razmišljala, zanimivo, da to sploh kdo ve, da je rojen tako na Lunin mrk in koliko daš na te stvari. To ni dobro, to je astrološki had. Koliko daš kaj na astrologijo, pa potem še kakšna druge stvari, duhovnost in tako naprej? Na horoskop, na uno pričanje gluposti o prihodnosti, dam pa veliko na silnice. Veliko dam na to. Ker, a veš, določene stvari so ti položene v zibko, ker taka situacija, ki je res enkratna in neponovljiva. In če je kaj fiksnega v tem življenju, so te liki, ki pogledaš v nebo, pa se obračajo skozi. Zakaj je to tisočletja isto? Zakaj je? To nekaj pomeni. Daj poglej, kaj ti luna naredi. Mene zalija za 3 kile. Majke mi, vse poteka v ciklih. Ženski ciklus. Le kako se seje, pa žanje. Jaz že za lase pogledam, kdaj strižem, kdaj ne. In če nekaj dvigne vodo na zemlji za pol metra, kaj dela s tabo? To ni joke. Res, če pa kaj delajo visoko intelektualni ljudje, pa da ne ignorirajo frekvence, pa astrologije. Torej, razne vede, ki prihajajo tudi iz tega, ali pa naprimer v zdravljenju, če pogledamo homeopatijo, bioresonanci in tako naprej, to je na frekvenčni osnovi nastala veda. In vsak organ ima svojo frekvenco. Zdrav ima tako, bolj ima tako, oziroma je odstopanje od zdrave frekvence. In če gledamo vse skozi frekvenco, vidimo, da je vse zvok. In mi smo zvok in mi vibriramo. In to, ko si omenila, da sem rojena na Lunin mrk, 5 do polnoči, 5. januar 82, super, pomeni kaj? Da imamo z Luno love and hate relationship. To je pa tudi voda v meni, to so pa tudi, bo rekla, rodila, sečila, limfa, okrog obrazek in vse, na kar moram biti posebej pozorna, ker mogoče je pa to moje šibko področje. In to ti da veliko vedeti. Si pa tudi zaradi tega občutljiv, pa tudi če si občutljiv, kako boš umetnik, pa da nisi občutljiv, daj mi povej. In kako boš ti ful občutljiv, če brez občutljivega telesa, to vse pride v paketu. To pomeni, da več, ko veš o sebi, manj si nehaš metati naprej, pa kaj moram jaz ta križ prenašati, pa zakaj to ne bo nikoli v redu, pa zakaj se mi to skozi ponavlja. Mogoče zato, ker moraš pač na to bolj popaziti, ker si pač tako narejen in včasih ene stvari lažje vzameš v zakup. Ali pred današnjim koncertom imaš kakšen poseben ritual, ali kakšna hrana, ki jo vedno poješ pred takšnim dogodkom, a greš vedno prej še mal na kakšen 20-minutni spanec? Danes smo spili enega kratkega iz svoje prisrčnice. Hvala, mimogrede, zelo je lepa. Ko šla v hribe, se name spomnim. Bom. Drugače nisem pristaš, da se nekaj ful pije, da se nekaj ful je, ker je treba dihati s prepolno. Tako da rajiš kakšne energije, izotonike pijem cel dan, le cukersov, minerali morajo štimati. Švicamo, ker je taka vročina. In Eva, gata imam, ko stisnejo, a ne? Joj, kaj pa zdaj? A ne, zdaj ne grem na pico prej? Da pa spomnim prepolno, pa bo zdravo, ne vem, a si nora, da profundis. Ne gre to tako, no. Tako da, danes bom jedla malo kasneje, definitivno pa probam v dnevu prej. Preden sem te prišla, sem pojedla majestic zajtrk. Jaz sem rada velik zajtrk, velik kosil, pa ga pa pač pikam. A se pa malo pazim.
Takole, in je čisto v redu. Za pevca veljajo druga pravila in tudi energija ti ne sme dol padeti. Velik, težek, topel obrok, sploh kakšni ful hidrati, tu dol padeš. Tako da, deva se iti, kad greva zdaj na kolesarski maraton in jeva take stvari, ki naj jo napolnijo, dajo energijo, pa ne potlačijo. In to je vodilo za vsakega glasbenika. Bolj, ko moš pihati, dihati ali pa pet, bolj je tole, ta tvoja vsebina se miksa s tabo in ni priporočljivo. Nejša, najlepša hvala za obisk, za ta pogovor, ki je bil brez dlake na jeziku, lahko temu tako rečeva. Za konec pa bom jaz dodala eno lepo povabilo, da se še po mojem najde kakšna karta, če ne pa pejte malo pred Križanke poslušati slučajno, ampak jaz mislim, da kakšna se še lahko stisne. Še imate čas, če nimate za danes večer nobenih planov, vem, da bo luštno, da bo en tak lep spektakel, če lahko temu tako rečeva. Predvsem pa Križanke že same po sebi se mi zdi, da naredijo veliko. Tako ja, to je bil ta najem klepet, je bil poln diagnoz, ne? Enih čudnih. Šit, kva sem videl, danes se povedali. Ja, lej, kar tekelje, ne? Dragi poslušalci, gledalci, želim vam, da si date filter na ušesa, da ne vzamete vse preveč resno, ker to, kar so videli razglabljali, ni bilo neko zdaj tudi jamranje nesplošno, ampak samo za samozavedanje in tudi, če pa jaz kaj dobro vem, no, je pa to, da Bog nekaj da, pa vedno nekaj vzame, ne? Meni je dal lepe noge, pa vzel ozek pas, pa dal mi je mogoče ostro ušesa, malo slabše oči, ampak hvala ti za to, da lahko tukaj sem in se uresničujem in imam kaj dam. In hvala zate, kaj ti danes poslal. Hvala, Nejša. Tako da na tak poseben dan, v posebni družbi, bomo zaključili ta klepet, ne? In se zahvalili vsem, ki so vztrajali do konca in me poslušali.